Novi mejni prehod Šentilj spada med največje mejne prehode v Evropi, hkrati pa je tudi eden najbolj obremenjenih. Prav zaradi tega je pomembno, da promet preko njega teče čim bolj tekoče. Prvo bi želel razložiti, da imamo mi dva mejna prehoda v Šentilju, tako en stari in pa novi mejni prehod. In še skozi na starem mejnem prehodu je tako imena velika frekvenca tako imenovanih dnevnih migrantov, kjer delavci oziroma tudi iz širše okolice hodijo preko meje in na vsakodnevno delo. Tam nastaja zastoj zaradi avstrijske meja, ker imajo tam trenutno kontrolo in to seveda povzroča nelagodje, ker so vezani seveda v čas prehoda na delo. Tudi na zgornjem, na novem mejnem prehodu imajo občasno tudi kontrole in to je negodovanje vsakodnevno. Evropska komisarka potrjuje, da ima Evropska unija že rešitev za Šentilj in tudi za celotno slovensko mejo z Avstrijo. Tukaj me zelo veseli, da je Evropska komisija zelo jasno nakazala pot nazaj v Schengen. Seveda, vsakršne notranje meje so velika ovira za nemoten pretok blaga in ljudi in zato tudi mi zelo aktivno delujemo v smeri iskanja tistih rešitev, ki bodo pripeljale in zagotovile, da se Schengen ohrani in na polno ponovno zaživi. Da promet čim hitreje in čim bolj steče, je pomembno zaradi več razlogov, ne samo gospodarskih. Absolutno. Zelo pomembno je, da promet teče in s tem seveda tudi zmanjšujemo vpliv prometa tudi na onesnaževanje. Veliko nelagodja pa povzročajo težave tudi domačinom. Je res, sam izgled mejnega prehoda je tako izgleda, kot da imamo še skozi migrante na meji. Moram pa še povedati, da imamo dobre slabe 3 kilometre fizične ograje, ki se razposteva levo in desno od mejnega prehoda in višine 2 do 3 metre, ker ni možno nobenega prehoda in nobenega pretoka ljudi, tudi mejnih ljudi, in zopet predstavlja neko oviro, tako da se vse tisti ljudi, ki živijo ob teh mejah, počutijo zelo nelagodno. Šentiljski župan poudarja, da se mora rešitev kljub obetavnim besedam Evropske komisarke najti čim prej in prav tako čim prej tudi realizirati. Vsekakor mora Evropa reči svojo besedo, na kakšen način bo uredila te meje, ker trenutno niso to evropske meje, ampak imamo v bistvu neko mešanico evropskih meja z slovenskimi meja, ker vstop v Slovenijo ni kontrole, samo izstop iz Slovenije kontrole. Tako zagotovo mora Avstrija kot sosednja država reči svojo besedo in podpreti te meje. Prav ta mešanica značaja prehoda, ki zdaj ni niti šengenski, niti notranji ali zunanji, povzroča zmedo in nelagodje ter nepotrebne zamude pri vseh, ki tu prestopajo mejo. Zagotovo bi se moralo stanje čim prej realizirati, seveda ne na škodo varnega nadzora.